Andrej Hofer, letos vas čaka nova naloga, Baku 2012. Bo to izziv ali rutina? Naše delo ni nikoli rutina, zaradi tega, ker se vedno kaj novega zgodi, kaj nepredstavljivega, nepredvidljivega, in to v bistvu našo službo dela tudi zanimivo, verjetno tudi tistemu, ki zastopa državo, konkretno letos naši Evi. Navsezadnje ne more biti rutina tudi zaradi odgovornosti do ljudi. Ljudje, sploh mi kot komentatorji, igramo relativno pomembno vlogo pri samem prenosu, ker opisujemo dogodke, ki se dogajajo vzporedno ob evrovizijskem tekmovanju, in na to se je treba pripraviti, in s tem ni malo dela. In kaj bo Televizija Slovenija letos pripravila za našo predstavnico Evo Boto? Govoriva o tem, kar smo že, ali tisto, kar bo v Bakuju? Lahko oboje. Eva je zdaj v teh dneh oziroma v zadnjem mesecu kar intenzivno potovala. Bila je v Amsterdamu, bila je v Londonu, bila je v Zagrebu, v Sarajevu, v Beogradu. Skratka v državah, kjer je promovirala svojo pesem. To so tudi države, ki so z nami v našem izboru, četrtkovem. Med drugim je posnela obe različici skladbe, angleško in srbsko oziroma hrvaško. Nič je ni bilo v šoli, nažalost, tudi to je počela in uspela narediti, ampak njeno šolsko leto bo trajalo do konca avgusta 2012, tako da vse bo v redu, mi v njo verjamemo, kot verjamemo v njen nastop. V Bakuju pa bomo seveda obiskali, kot je že v navadi, častni konzulat Republike Slovenije, ki ga imamo, veleposlaništvo imamo v Ankari, in od tam pokrivajo Azerbajdžan. Potem pa vse te novinarske konference, promocije in tisto, kar pač sodi zraven in je obveznost oziroma njena služba. Kdaj potujete, se vračate? 15. maja poletimo proti Dunaju, z Dunaja v Baku. Čaka nas 4-urni let iz Dunaja v Baku. Potem pa se vrnemo 28. maja v ponedeljek po isti poti nazaj. In če zmagamo, kaj čaka televizijo? Kolaps, finančni. Ne, šala. Evrovizija je projekt, pri katerem ne more sodelovati samo televizija. Evrovizija je projekt, pri katerem sodeluje EBU, televizija, organizatorka in država. Če se vsi trije uskladimo in naberemo tistih 35 ali 45 milijonov evrov, kolikor jih potrebujemo, potem smo seveda to sposobni izpeljati. Dvorano pa tudi imamo. Stožice stojijo, to je povedal že Klemen Sleponja.